Ura je 20:00, čas je za nov video. Ko je zdaj Magiki, lep pozdrav še en nov video. Preden začnem bi se rad zahvalil za vsem za veliko podporo, ki sem jo prejel od začetku, ko smo štartali našo novo spletno trgovino. Ful vam hvala za vse lepe komentarje, res za tako pozitivno, no res smo veseli tega vašega feedbacka. Danes bomo govorili, kar jaz mislim, da je najboljši trik s kartam na svetu. Pa naj na kratko razložim, zakaj se imenuje Invisible Deck. Invisible Deck izvira iz leta 1942, to si ga v bistvu zmislil čarodej Eddie Fields. Eddie Fields je pa v bistvu dobil idejo za ta trik, ko je šel svojega prijatelja obiskat v bolnišnico. Prijatelj je imel težave s prsti, oziroma ni se mogel premikati, samo mislil je, in takrat se mu je v bistvu porodila ideja, zakaj ne bi ustvaril en trik s karto, pri katerem prostovoljec ne rabi si izbrati karto, ampak samo reče eno. In res vam lahko povem eno stvar iskreno, Invisible Deck trik, oziroma te karte posebne, to je najboljši trik s karta. Pa da ne bom predolgo vezil, bi vam rad pokazal moj performance Invisible Decka na celjskih ulicah. Poglejte si tale video. Igraš karte doma? Pink, pač kara, pik. Pik, pa to veš. Ok. Lej, jaz imam s sabo karte, ok? Daj tak roko, pa daj eno roko gor, drži tak, ok? Ne se premaknati. Imaš eno karto v mislih? Imam, ja. Povej na glas pred vsemi, katera karta je to. Srce, šestka. Zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Jaz sem pred začetkom, preden smo se mi sploh spoznali. Si mislil na to karto? Sem jaz v bistvu vzel eno karto in si jo narobe obrnil in dal noter v komplet kart. Ok. Bom vzel karte ven, ok? Drži škatlico, pazi za to. Če grem čez karte, noter v sredini je ena karta narobe obrnjena. Točno ena karta. Ja. Točno to. Bravo, bravo. To ti je nekdo pomagal, ne? Lepa, lepa. Čestitam. Hvala. Dobra. Hvala. Če je imel denar, bi ti doniral v trike. Tako ste videli, trik je ekstremno močen. To je v bistvu eden, se pravi, tako se rekel, najmočnejših trikov s kartami na svetu, zagotovo. Če ne najmočnejših, je tudi zagotovo najboljših. Noter vključuje v bistvu malo matematike. Ne znam povedati, kolikokrat je ta trik rešil moj nastop. Vedno, ko grem nastopat, ali je to na oder, v kakih restauracijah in tako, vedno imam te karte s seboj. Zakaj? Zaradi tega, ker to je v bistvu neke vrste moj backup ali pa tudi finisher. Finisher je v bistvu, da ti zaključiš svojo predstavo s tem trikom in je dejansko res hud trik. Ta trik je v bistvu res eden, tako se rekel, enih najmočnejših trikov na svetu in zagotovo za tiste, ki se ukvarjate in želite svojo čarovnijo dati na next step, na next level, je Invisible Deck zagotovo prava izbira. To je trik, ko ga morate imeti v žepu in ga ves čas kazati, zato ker lahko ta trik pokažete ne enkrat, ampak ga lahko 1000krat pokažete, ker je metoda trika tako dobro zapeljana noter, da enostavno ljudje nikoli ne bodo mogli ugotoviti, kako ste vi to naredili, pa še tudi je ekstremno čist. Se pravi, vi rečete eno poljubno karto, ki ti pade na pamet, in točno ta karta je potem narobe obrnjena v tem kompletu kart. Se pravi, še enkrat predstavitev. Zdaj, zgodbe okoli tega trika so lahko neštete. Vi lahko imate te karte v svojem žepu, lahko imate v neki skrini, recimo jaz sem večkrat naredim rutino, kao da je moj dedi šparal svoje ene karte v taki skrini in noter je imel vedno eno karto narobe obrnjeno in točno ta karta je bila potem narobe obrnjena, ker je prostovoljec imenoval. Pa naj vam pokažem še malo, kako izgleda Invisible Deck v malo bližnjih posnetkih. Tiste, ki bi želeli kupiti ta trik, ga lahko dobite v naši trgovini. Imam v bistvu na voljo v rdeči pa modri barvah, da se lahko zberete barve po želji. Pa bicycle karte so tako, da to pomeni, da vam bo trik zdržal v nedogled. Jaz imam recimo prve Invisible karte, ko sem kupil, jih imam še zdaj doma in še zdaj perfektno delujejo in so v bistvu bicycle, tako da kvaliteta je zagotovo dobra.
To je to Magiki za danes, to je bila kratka lekcija o kar jaz mislim, da je najboljši trik s kartami in morate ga zagotovo imeti. Ne pozabite še enkrat, stisnite like, delite ta video s svojimi prijatelji, naročite se na moj kanal, da boste prvi obveščeni v novih posnetkih. Dajte mi dol napisati v komentar, kakšne posnetke želite še videti. A bi radi videli, a bi se radi naučili kak trik, a bi radi, da še vam mogoče dam kakšen nasvet za kakšen trik, katerega morate imeti ali tako. Dajte malo dol napisati komentar, da vidim, kaj vi mislite. To je to, hvala lepa, da ste ostali do konca, se vidimo v naslednjem videu. Čau!